V Ljutomeru smo obiskali prikupen vrt, ki se kakor pisan gozdiček razprostira ob hiši na koncu Mirne ulice. Na njem lastnikom ni treba kositi zelenice, ker je enostavno ni. Vrt Simone in Srečka je začel nastajati pred več kot 50 leti, ko je prva drevesa in trajnice posadila Simonina teta. Ljubezen do rastlin je prenesla na mlajšo generacijo, ki z lastnimi idejami in velikim zanosom nadaljuje vrtno zgodbo. Na 1500 kvadratnih metrih površine danes kraljujejo drevnine, sencoljubne rastline in zbirke trajnic. Najprej je tu bil sončen vrt, pol pa so drevesa zrasle in je nastala senca, pa smo začeli saditi senčne rastline. Ker pa je bilo vse ravno, pa so se mi rastline izgubljale, sem se spomnila, da bi malo razgibala teren, zato smo z bližnjih gozdov pripeljali štore in smo jih začeli najprej narobe postavljati, pol pa pravilno. Zadnjič smo imela obisk, pa so bili z Tržiča, pa en gospod z Tržiča rekel: "Joj, koliko dreves ste pa vi posekali." Sem rekla: "Ne, to pa nismo posekali, to pa smo mi pripeljali iz bližnjih gozdov in smo posadili pač na vrt, zaradi da smo razgibali teren. Dodali pa smo tudi kakšne skale, lehnjak, pol pa smo začeli senčnoljubne rastline saditi." V senčnem delu vrta so poti ponekod obrobljene s poleglimi debli in vejami, ki jih obrašča mah. Lastnica se je tako navdušila nad svežino zelene preproge, da je poleg skalnjaka in štorovnjaka na vrtu zrasel še mahovnjak. Okolico krasita tudi vodna motiva. Večji ribnik je v mirnem delu vrta pod velikim orehom. V njem so ribe, lokvanji, vodne škarjice. Manjši bajer z žuborečo vodo, ki ga je s prijateljevo pomočjo zasnoval Simonin in Srečkov sin Denis, pa je na peščeni terasi ob hiši. Družbo mu delajo javor in okrasne trave. Voda nam tudi veliko pomeni, je za sprostitev, imamo ribice notri, in tudi za druge živali pridajo ptice, se kopati, vodo piti. Taka nam pač tudi te pomirja, voda pomirja človeka, ne? Lastnika se vsako jutro in nato še nekajkrat čez dan sprehodita skozi vrt. Ob občudovanju slikovite kulise se sprostita in uživata. Zelenice na vrtu ni, ker v senci ne uspeva in ker je zanjo med bogatimi zbirkami okrasnih rastlin zmanjkalo prostora. Midva sva strastna zbiratelja rastlin. Najprej je mene teta navdušila nad rastline, pol pa še Srečka. Tako da sva začela pač zbirati rastline, vedno več, nove sortije in človeka potegnejo. Tako na našem vrtu je zdaj prek 350 sort hemerokalisov in na vrtu tudi treba biti barva, ki poživi človeka. Največ barve je v sončnem vrtu in tu pač so floksi, pa hemerokalisi, pa še bi se kaj našlo. V senci uspevajo druge rastlinske vrste kot na soncu. Poleg praproti in host, tam raste tudi Sinailesis palmata kiko, ki mu po slovensko rečemo zdrobljeni dežnik. Gre za posebnost, ki redko požene iz semena, a v Ljutomeru jim je to uspelo. Največ rastlin nabavljamo z tujine, z Nemčije, Nizozemske, Belgije, Danske, kjer pač internet naredi svoje in jaz gledam to po internetu in človeka navdušijo rastline, pol pa si naročamo. In tudi z prijatelji si naročamo in izmenjujemo.